nova dirka je jutri na sporedu. Prva cestna zame letos. Zdajle sem šel ven toliko, da majčkeno noge ograjem, doma pa majčkeno več povem o sami dirki. Gremo. Gremo gor. Pravijo, da če se ne pripraviš dobro, da pol ne moreš pričakovati kakšnih hudih rezultatov, ne? Tako da jaz sem se za tole dirko jutri dobro pripravil. Saj ste videli, šel sem noge ogret, pol jedel sem dobro. Bravo. A zdaj nehal zbijati? Ja, zdaj lahko nadaljuješ. Hvala. Jaz sem se danes pripravil res super, vsaj po moje, bomo videli jutri, ampak noge sem ogrel, hidrate sem pojedel, zmasiral sem se, pol kaj še vse, raztegnil, ni da ni, zdaj veliko vode tudi spijem, tako da jutri ne bo izgovorov. Zdaj pripravil sem se čim bolj optimalno, kakor sem se lahko glede na okoliščine, en teden treninga sem zaradi hrbta spustil, ampak recimo, da to ne bo prav preveč vplivalo na vse skupaj. Zdaj, dirka, nisem še povedal, ampak itak vidite v naslovu, je tista krožna v Voklem, letos šteje celo za državno prvenstvo, licence nimam, ampak grem pa vse glih zato, ker je res ena taka super zanimiva dirka, polna adrenalina, šprintov, gužvanja. Zdaj, približno vem, kaj pričakovati na tej dirki, ker sem jo že lansko leto vozil. Tako da vem, da začetek bo brutalen. Dokler skupina v spredju ne bo ušla, dokler ne bo en pobeg uspel, bomo dihali na škrge, bi lahko rekel. Tako da cilj je, da ostanem v glavni skupini do konca, pa da sem na koncu tudi majčkeno bolj konkurenčen v šprintu, kakor pa lansko let nisem mogel čisto nič več. Sem v bistvu samo še normalno prekolesaril v cilj, ni šlo več šprintati. To je to, bomo videli. Zdajle, kaj ura je, se sploh ne vem, koliko je ura. Popoldne, pozno popoldne, grem kele noter, gremo se majčkeno stisniti še z družinico, jutri pa gasa. Tako da bomo videli, kako bo šlo. Upajmo, da v redu. Se vidimo v Voklem. Ja, dobro jutro iz Vokla, evo, takole. Grem po številko, vreme se je naredil, so rekli, da bo oblačen, ampak oblak je lahko glih na prste na rok prešteješ. Ok, grem po številko pa naprej. Imam pa danes tudi snemalno ekipo, evo. Danes bosta Manca pa Miha, ta glavna za kamero. Amraš? Zdaj je na vrstišču, ko se sprašuješ, a me tega res treba v življenju, tale živček, pa to, so fajn. Upajmo. Takole, malo cajta za ogrevanje imam, tako da grem pogledat en krog, saj, ker so rekli, da je nek bilo majčkeno blata. Tako da je pameten, da saj en krog naredim, da vidim, koliko so lahko spucali, pa kakšno je stanje ceste, a ne. Zdaj, en let nazaj smo tukaj vozili, ovinke poznam, kakšna nova razpoka je pa siguren, tako da grem pogledat.
Stanje na trasi je veliko boljše, kot sem mislil, da bo. Tudi nov asfalt je v gozdu, tako da bo po moje super. Zdaj se do konca ogrejem, pa se vidimo na štartu. Pa smo spet na štartu nove dirke, tokrat celo državnega prvenstva v cestnem kolesarstvu za amaterske kolesarje. Tole je bila moja najhitrejša dirka do zdaj. 81 km smo prekolesarili s povprečno hitrostjo 44 km/h, kar se mi po pravici povedan kar fajn zdi. Vseeno pa pojmo lepo po vrsti. Trasa je čisto enaka kot lani, krog meri 5,4 km, naredili smo pa vsega skupaj 15 krogov. O klancih sploh ni kaj za dodati, ker se v enem krogu skupaj naredi samo 30 metrov višinske razlike in je vse skupaj ena sama ravnina. To je tudi pomenilo, da je pobeg verjeten, ampak še vsem pa težek. Mogoče, če se skupaj naberejo zares sami močni kolesarji. Najbolj izraziti so 3 desni ovinki, iz katerih se je vsak krog nažigal, to je pa nekako to. Pred tole dirko moram kar priznati, da sem bil živčen. Bila je prva cestna letos, da se vse skupaj majčkeno začin, je pa to dirka polna šprintov in gužvanja, kjer gre hitro lahko kaj narobe. Res je čuden, da se po eni strani vsega skupaj kar majčkeno bojiš, po drugi strani te pa ta adrenalin privlači in konec koncev tudi osrečuje. No, kakorkoli zdaj, ko se dirka začne, te misli itak izginejo in sledita čisti fokus in užitek. Moje smo vsi taki, če mene vprašaš, vsi tako razmišljamo, ampak noben noče prav preveč o tem govoriti. Letos je bil začetek še bolj brutalen kot lani. Iz štarta je šlo na polno, v glavi se mi je povrtel scenarij iz lanskega leta, ko je po parih krogih uspel pobeg in se je ritem majčkeno umiril. Vse, kar moram zdaj narediti, je to, da zdržim par krogov. Krogi so minevali, bilo je par čudnih situacij, ampak zaenkrat se je k sreči vse išlo. Ritem, no, ta se pa ni umiril. Stalno so se dogajali napadi, ampak prav vsi so bili pokriti strani glavnine. Šlo je za državno prvenstvo, zato noben ni hotel popustiti. No, stvari so se pa v začetku 12. kroga nepričakovano majčkeno zakomplicirale. Žal je prišlo do padca in z malo sreče sem bil že v štartu postavljen na desno stran in tako sem se tudi dokaj z lahkoto izognil padcu. Mislim, da je bilo nekaj škode na kolesih, kolesarji so jo pa k sreči odnesli brez hujših poškodb. Tukaj sem žal izgubil moment in zavetrje in prepričan sem bil, da bo to trenutek, ko se bo dirka lomila in se bodo ustvarile mogoče kakšne ubežne skupine. Bil sem nekje vmes med skupino pred mano in tistimi, ki so bili zaradi padca majčkeno dlje zadržani tudi vzadej. Vedel sem, da moram kolesarje pred sabo nujno ujeti in tudi približno ni bilo lahko. 1 minuto sem v povprečju mogel držati majčkeno manj kot 500 vatov. Nekako sem na koncu le priklopil v skupini pred mano, ni pa dolgo trajalo in prišli so tudi ostali kolesarji, tako da smo bili spet na istem kot že 11 krogov prej. Bili smo ena luštna, hitra, vesela skupina, ki se na vsake toliko časa majčkeno skrega, če kdo ne vozi po svoji liniji. Je pa to lovljenje pustilo posledice na mojih nogah, žal so bile skozi bolj jezne.
Prišli smo v zadnji krog in ker so bile noge res že kar boge, sem bil prav vesel zvonca na štartno-ciljni črti. Zdržati je bilo treba samo še zadnjih 5 km. Baterije na kamerci mi je zmanjkalo že en krog prej, se pa do ciljnega šprinta ni zgodilo nič posebenega. Edino membe v redu je mogoče to, da sem v zadnjem krogu hotel majčkeno raztegniti noge in v določenem trenutku sta bile obe noge kot dva hloda. Nisem jih uspel pokrčati, ko sem se pa usedel, je bil pa spet vse normalen. Če ne drugega, je to dober dokaz, da zame dirka res ni bila lahka. Ja, ne vem, kaj ne rečem. Noro je bilo tole. Ratel mi je spet do konca priti. Letos sem pa tudi še šprint ven stisnil. Tako da je bilo kar super. To je to. Boste še vi kaj povedali? Like, share, subscribe. Anže Adventures. To vidiš. Ja. Vidimo v soboto na Hilmu. Tako kaj je rekel. Noro je bilo tole letos. Veliko hitreje je bilo tudi kakor pa lansko let. Zdaj, ene 2 kroga pred koncem sta mi zmanjkala, baterija je šla, ampak v takeli dirki se res ne moreš igrati s kamero, ker je prenavaren. Tako da bo tudi tako v redu. Zdaj tale krog naredimo klele, pa na en dober krompir, klele dober krompir delajo. Ot, star. Noro je bilo. Ta zadnji krog sem ustal, da po šprintu kot stržek ta star. Zapasal me je, ustal sem, noge nisem mogel skrčati nog. Ta star kot stržek sem šprintal. Sem naredil gužvo, vzad sem je po moje posnel. Nisem mogel nič. Pa sem se pa zbrihtal do šprinta. Na šprintu pa kar je dal, sem preletel not v gužvo in ni šlo v kamero več. Da ne vem, če bom še prišel. Zakaj ne? No, preveč kamikaze sta. Prav fajn je bilo, ne? Veš kaj morajo narediti? Še bolj razdeliti po kategorijah štart. Zato, ker je preveč nabit in se dirka, lej, ne veš s kom. Ok, mogoče ideja za organizatorja, evo. En velik hvala Miha in Manca za pomoč pri snemanju, ima pa Manca tudi svoj YouTube kanal, Manca on the Wheels, tako da si majčkeno poglejte. Tale video zdaj tukaj zaključujem, če ti je bil všeč se naroči na kanal in se kmalu spet vidimo. Ajde, živjo!